Santi, kako si se ti včeraj počutil, ko si izvedel, kaj se dogaja? Bom rekel, jaz sem se počutil zelo nelagodno, zelo neugodno mi je bilo. Ampak bom rekel tako, ker jaz sem človek, ki spoštujem in vem, kaj kdo misli. Mislim, da res to ni primerno, tudi oprosti ni. Tisto, to oprosti bo dolgo trajalo, da se te začne nekaj dogajati, ta oprosti s časoma lahko oproščaš, ne moreš pa takoj oprostiti, nikoli ne moreš takoj oprostiti takih oseba, ko ti enkrat to laže ali pa narobe naredi, ti bo vedno lagala v življenju. In teh oseb v mojem srcu ni prostora za take osebe, res ne. Če te prav slišim, si bil zelo prizadet. Zelo. Okay. A sta se potem kaj pogovorila doma? Se pravim, pač prišla sva, ja, pač okej, zaključili smo, gremo pa novo pot in zdaj pač imamo določene pravila in sem rekla, okej, bom sodelovala, bom šla po vsem tem pravilam. Kakšna je ta nova pot? Kakšna so pravila? Pravila so dovolj jasna, sem rekel, pomoč eno drugo, sugeriranje enemu drugemu, bom rekel, stopi, malo naredi, da nam samo jaz delal, da nam jaz čistilka, da nam je samo kuharca, da ne bom samo jaz tisti, ki se bo mogel nekaj truditi, pa to, potrudi si, dam ti možnost, priložnost, trudi se, ker to ni to in hočem, da se potrudiš, če se ne boš trudila, tako si do zdaj nisi, je žal najina pot kar hitro končana. Ampak pri drugih parih smo tudi danes videli in opazili, da se temelji lahko ponovno zgradijo in da je to mogoče. Da so prešli ovire, da so začeli znova s pogovorem, zjutraj z zajtrkom, z nekimi obredi, malimi koraki. Bom rekel, gledajte, če bi ona dala mal procentov od sebe, do zdaj še ni vložila 1% truda svojega. Samo na sebi bazira, samo jaz. In to, ko poslušaš, to se rušiš. Ne? Tako, in Kate je danes priznala svojo napako, se za njo opravičila in rekla, čeprav razumem, da je pripravljena sodelovati v tej zgodbi. Ali si pripravljen dopustiti, da proba držati vsaj en temelj, če ne 2 od 4 v tem odnosu? Jaz sem bil vedno v tem smeri odprt, ampak nekdo, ki bom rekel, gledajte, jaz sem vse pripravljen, naj dokaže in pokaže, kakšne temelje hoče me zgraditi. Tu na odnosu je treba graditi, ne pa, da se zapiraš vase, pa si barijere postavljaš tam. Kate, kaj si pripravljena narediti? Vse. Kaj je to vse? Karkoli, sem rekla, napiši razpored meni, razpored dneva, napisal, kaj karkoli moram delati. Razpored česa? Čiščenja. Aha, čiščenja. Okej. Sandi, zakaj in kako si se odločil danes? Bom rekel, moje odločitev so zelo težke, neprespana noč za mano in tako dalje. Meni je ful težko, da to moram sprejemati, odločitve. Ampak jaz sem rekel, jaz sem tak človek, ko padem, se vedno poberem in vedno strmim samo cilju, nikoli ne odnehaj in nikoli ne bom, dragi moji. In odločitev na dlani. Lahko deliš? Kakšna je tvoja odločitev? Težka? Lahka? Jaz bi se odločila takoj. In sicer jaz vem, kaj sem vredna. Jaz zaslužim biti z moškim, s katerim ujemam se duhovniško in emocionalno. In jaz odločila, da se odhajam. Da odhajaš. Kako ne pa zdaj to razumemo? Prej si rekla, da si pripravljena vlagati v odnos, vajin odnos, frnikule dajati v kozarec, zdaj pa odhajaš. Pač to moja odločitev že bila od nekdaj in ne vidim smisla, v bistvu lahko poskusim, se pravim, jaz pripravljena stopiti korak nazaj in komunicirati, ampak zdaj sem pa odločila, odhajam. Ostajate skupaj še en teden
In v tem tednu vaju bomo obiskali strokovnjaki in vam probali pomagati prebroditi težave. Hvala. Hvala. Hvala vam.